Tinky Binky, Dipsy, Lili, po telebajski. Ok. To po stran. Mogoče po strani ne vidim, ker je preveč svetlo. Čau, ful, kako ste, Alenka tukaj. Spet sem nazaj, končno je konec mojega morja za leto. Zdaj sem nazaj, zdaj kaktus mi je umrl. Čak, gledajte to. Če meni kdo kdaj ne verjame, da mi dobesedno vse umre, en bogi kaktus, en bogi freaking kaktus mi je umrl. Zanj sem ga prvič zalila po moje po par mesecih in zdaj mrtev. Damn! Anyways, danes ste izglasovali tole. Govorili bomo o telebajskih in o teorijah zarote. Mogoče se eni mislite, kaj hudiča, kje je Alenka najela teorije zarote o telebajskih, ampak se da, vse se da. Najdela sem približno kar 10 točk, vse je čudeno v povezavi z njimi, ene par je teorij zarot, druge stvari so pa samo pa čudne ali pa res zanimive. Lajkajte ta video, nekaj ste dejansko gledali telebajske, jaz sem jih, ne samo da sem jih gledala, žolte slike nam najdela, ampak jaz sem bila enkrat zamaškara telebajsek, bila sem Lili, bila sem rumena in takrat sem bila stara tako 6-7 let, se pravi, če se prav spomnim, sem dejansko zabala zaradi tega, ker sem bila že prestara. Torej, telebajski oziroma originalno Teletubbies, I think, so se predvajali v 120 državah, prevedeni so bili v 45 jezikov, tako da dosti cool, da dejansko smo bili mi eden izmed teh jezikov. Začel se je pa predvajati program kot tak pred približno 22 leti že. Glavne karakterje verjetno poznate, torej Tinky Binky, Dipsy, Lili in Po. Po je tisti najmanjši, potem Tinky Binky in Po, mislim, da sta fantka, Lili, kaj pa je Dipsy? Vsem, da nekako originalno so Tinky Winky, Dipsy Lala, ne Lili, Lala, pa Po. Komentirajte pa, če je kdo izmed vas bil prepričan, da so v bistvu na nek način telebajski vesoljčki. Jaz nisem imela nobene ekstra predstave, zame so bili telebajski, ampak načeloma so pa inspirirani strani astronautov in ne bi bili neke vrste mini astronauti, ki so še na pol dojenčki, v glavnem kar nekaj vem, ampak niso bili inspirirani strani vesoljcev. Gremo kar na prvo teorijo zarote, ki je dejanska teorija zarote, in sicer otroško sonce, ki vzhaja zjutraj in jih prebudi, je v bistvu demon. Zakaj? Zaradi tega, ker to sonce, če ga dobro in podrobno gledaš, je to neke meje res cute, potem se pa začne ful čuden smejati. In tik preden se to sonce razpoči, dejansko na nek način eksplodira, ima tak res čuden smeh in v bistvu bom ustavila kar tukaj GIF, da si sami predstavljate, ker nekako rečeno, ker to enkrat vidiš, ne moš unsinati, torej ne moš iti prek tega, da si to videl, ker zgleda res srhljivo. Druga teorija zarote in tista, ki je najbolj slavna na nek način, ker se ljudje najbolj zapičajo vanjo, predvsem recimo starši otrok so to gledali, ko so začeli možno razmišljati, kako je vse skup weird, torej način njihovega življenja in nekako splošno dejstvo, da naj bi oni bili sužnji biogenetskega inženirstva. Če pa vzamem to, kar bom zdaj povedala, telebajski naj bi bili sužnji in naj bi bili popolnoma pod kontrolo nekoga drugega in ne tega, kar bi oni sami želeli početi oziroma po njihovih potrebah. Na nek način Big Brother varianta oziroma tako bolj nedolžna, sprevržena vrsta Big Brotherja oziroma oni počnejo popolnoma tisto, kar jim narekuje nek čudežen, misteriozen ženski glas. Nič ne naredijo zaradi tega, ker bi oni želeli, samo čakajo in čakajo ukaze in ta glas, ki jim reče, zdaj boste jedli, zdaj boste spali, zdaj se v televizija požgala na vašem trebuščku, tako res so awkward in weird scene. Potem je pa tam še tisti sesalc, če se ga spomnite, Nunu se mi zdi. Za ta sesalc je rečeno, da on ne bi samo random bil neka mamica tam, ki bi pucal za njimi, ampak ne bi dejansko jih ves čas kontroliral, prisluškoval in pazil, da naredijo kaj narobe oziroma kaj, kar bi bilo izven normalnega, kar želi ta Big Brother od njih, da počnejo. Največjo dramo tukaj pa je ustvarila tista pinwheel oziroma vetrnica, bi mi rekli, ki je tam na gričku in se dvigne in se začne vrteti z nekimi mavričnimi oziroma nekimi bleščicami tam okrog sebe. Se dvigne obenem tudi mikrofon, ki jih pokliče Time for Teletubbies oziroma čas za whatever, za telebajske, I think. In oni vsi pridejo in ji popolnoma podležejo, se vržejo na tla, na kolena, kakorkoli že, spustijo vse, kar so prej počeli in jo ubogajo, kot da je njihov bog. Kar je pa potem tisto najbolj, what the heck is going on, zakaj ubogajo vse prej kot sami sebe. In na nek način je ta cela teorija temelji na tem, da ne bi bila to poosebitev celotne današnje družbe. Torej smo ovce, sledimo nečemu, čemer mislimo, da moramo v bistvu pa smo čisto podrejeni in tega sploh ne dojamemo. Tretjič, nad to stvarjo se je recimo pritožili največ staršev, ker so
bili zgroženi na tem, kako tisti zvočniki pridejo ven in začnejo klicati time for Teletubbies oziroma čas za Telepapa, čas za telebajske in takrat morajo oni pridati. Torej telebajski so menili, da to popolnoma spere možgane njihovim otrokom, torej na poklicu. In to so potem ponavljali v nedogled ta stavek, če se spomnite. Četrta teorija zarote, uganili ste pravilno meni najljubšo teorijo zarote, ker je povezana s Harryjem Potterjem in svetinjami smrti. Verjetno, če samo pogledate telebajske, pa če veste, o čem govorijo svetinje smrti, točno veste, o čem govorim, namreč, če združimo like od telebajskov, moj flat spet proizvaja čudne zvoke, oziroma tudi hladilnik v tem primeru, če združimo trikotnik, tisto palčko in pa krogec od poja, skupaj dobimo svetinje smrti. Tada! To ni šlo vse. Leta 1997 je išlo oboje hkrati, kar je mind-blowing. Potem pa še Lilik smo jo spustili, oziroma Lala, kam pa ona na nek način nekaj podobnega streli. Tako da je res streli kot streli na Harryju Potterju brazgotini. Tako da ja, neverjetno se tole poklapa. Petič. Telebajski mogoče vam izgledajo majhni in prijetni, tudi oni ne bi poosabljali, zakaj jaz danes te besede znam reči, ne bi poosabljali 3-letne otroke, torej oni ne bi bili 3-letniki, ampak v resnici so velikani, ker so ljudje kot taki v njih so že itak visoki, s tem, da telebajski, ki je pa še toliko dodatnih plasti in tista ogromna glava in vse to in tisti, ki so se noter potili in niso mogli dihati skoraj, so res visoki ljudje in telebajski kot tak ne bi bil visok 3,5 metra. Šestič, zdaj vam bom pokazala sceno v telebajskih, katere ne boste nikdar več mogli iti prek nje, tudi če ste bili kot otroci to sposobni. To je to. So that just happened. Ne vem, kako je šlo nekaj tok... Sploh brez veze komentirati. Če razumete, razumete, če ne razumete, ste pa pač premladi, tako da boste drugič. V glavnem, what happened here? Kako so lahko šli s tem? Kako... Sedmič, čisto fulčeno na sedmič pokažem. V glavnem, ta fakt je pa meni res zanimiv, zaradi tega, ker če veste, verjetno veste, Severna Koreja je tako najbolj odrezan del sveta, ki je najbolj omejen na svoja pravila. Kim Jong-un kot vodja te države je pa dejansko odraščal nekaj časa v Evropi, če se ne motim, in je odrastel gor delno z Disneyjem in z risankami in se je navadil takrat tudi na telebajske. In je fun fact to, da so telebajski skoraj da prodrli po njegovih potem normah v Severno Korejo, kar je tako neverjetno, tja nič ne pride. In osmič, ena teorija, ki meni osebno ful všeč, zaradi tega, ker je beyond creepy, tako res srhljiva, in sicer telebajski naj bi popolnoma spominjali na like iz ene grozljivke, in sicer na mutirane otroke v klasični grozljivki Davida Cronenberga, in sicer The Brood. Devetič, kakor sem omenila, telebajski so bili hit. Igralci, ki so jih takrat poklicali, so mislili, da bo to kar en random job, da ne bo nič iz tega ratali in so šli to delati, niso bili znani nič posebenega, ampak potem je ratal hit in tudi tisti Ko zemlje v Ameriki, enkrat sem slišala, da je bilo to v Ameriki sneman, drugič sem slišala, da je bilo v Veliki Britaniji, nimam pojma. Skratka, je pa dejstvo, da potem ta 63-letna gospa je se pravi 63 let je bila stara leta 2013 in takrat ona ni več mogla handlati turistov, ko so prihajali na njeno posest. Naredila je to, da je zalila celotno območje, kjer je tista hiška bila spodaj, je zdaj basically jezero, ribnik. Če ne drugega je tako narejeno, da ljudje ne morejo tam čez plezati, ne morejo potem naprej na nek način imeti tega zemljišča, tako da ima gospa zdaj veliko več miru, je pa še vedno fun fact. V glavnem ne morete iti več tja tega pogledati. Desetič, kot sem prej omenila, so bili telebajski ogromni, 3,5 metra približno in tisti zajci, ki jih not vidimo, mogoče so res cute in na hitro izgledajo majčkani in simpatični, ampak v resnici so to gromozanski zajci, neke angore, kaj jaz vem kaj. Tudi vzrejeni so tako, da so predvsem ogromni, ker tam, ker so vzrejeni samo zato, da jih na koncu pojejo. Creepy shit, ja. Fora je tudi, da so bili toliko mutirano ogromni, kot vidite na tej fotki recimo, da so imeli tudi toliko povečano srce, da so res, pa še razmnoževali so se dejansko tam na scenah, ker so mogli pa to vse ven rezati, ker so pač skakali en po drugemu, kot zajci. In ja, posledično je ogromno teh zajcev umrlo, oziroma velika večina jih je tekom snemanj umrlo, kot pa preživelo, tako da In še 11, kot ste po moje zdaj že navajeni, da vsakič dodam eno bonus točko. Ena zanimivost, recimo v Tinky Winkyju oziroma Tinky Winkyju, je to, da so ga itak tekom tega predvajanja potem obsodili, da je gej, ker pač
skače okrog z rdečo torbico in obnaša se popolnoma po ženščino. Igralec kot tak je potem rekel, da se mu to zdi ful zabavno in tudi meni dejansko je zabavno, je pa logično oziroma dosti bedno, da toliko let nazaj se je temu rekli, obsodili smo ga, da je gej, oziroma zdaj bi bilo pač itak fun fact. Tudi zanimivo je po svoje, recimo, koliko so se bili oni kot igralci med sabo različni. Mislim, da je črnc, ena je Azijka, pa mislim, da dva belca, ker je simpatično in dejansko tisti črnc kot Dipsy se mi zdi, da ima dejansko temnejšo polt. Je pa potem ne li fun fact, ampak bolj sad fact je to, da je Tinky Winky kot David Sheldon, mislim, da mu je ime, je pa v bistvu umrl zaradi alkoholiziranosti in je v bistvu potem nekje zalegel in zmrznil. Tako da taka nesrečna smrt za enega izmed najbolj happy likov zgodovine televizije. In to je to načeloma. Spodaj lahko spet pišete ideje za videe in potem ponovadi tako, da tiste ideje, ki so najbolj lajkane od drugih, pridejo najvišje gore in jih jaz vidim in jih potem velika verjetnost, da jih damo na glasovanje na mojemu Instagramu, tako da če želite glasovati na mojih storijih, je to Instagram. To je to za danes, radi se imejte, upam, da v naslednjem videu že video s Perotom Martićem. Upam, da čakava njegovo spletno trgovino. Do takrat pa radi se imejte, uživajte, aj čau!